naboj na površini dolgega valja. Cilindra morda tudi lahko rečemo. Torej, zaenkrat bomo tako zelo šolsko rekli, tako kot prej, naj bo naboj na krogelni lupini, kasneje smo pa dodajali tudi prevodnik, tukaj bomo pa spet, bi rekel, šolsko začeli, da privzamemo, da imamo naboj razporejen po površini valja, ta valj pa še ni nič materializiran, to je zgolj, bi rekel, geometrijski pojem. Takole, bi morda kar malo za začetek skiciral, najprej eno takole. Torej, ta valj je zelo dolg, zelo naboj na valju. Na tem valju bomo prevzeli konstantno gostoto naboja na dolžino valja, torej tale mali Q. No, ta valj bo imel tudi nek radij, rečemo, bomo še os narisali, rečemo, bom jaz označil z A, rečemo radij A. Dalje, seveda, tule lahko potem tudi govorimo o ploskovni gostoti naboja, ker je to ploskev, to je ta plašč valja. Sigma je mali Q deljeno z 2pi radij tega valja. Takole. No, in nas bo, kot rečeno, zanimalo v tem prvem koraku, kakšna je električna poljska jakost take strukture, tako porazdeljenih nabojev. Torej, enakomerno porazdeljenih po površini zelo dolgega valja danega poljmera. Ja, takole. Verjetno bo smiselno vzdolž valja izbrati Z os, ker je ta os valja, je verjetno pričakovati rotacijsko simetrijo, to se pravi vse točke, ki so enako oddaljene, bodo na nek način enakopravne. Zdaj, kako enakopravne, do katere mere bomo vse povedali. No in seveda, ker govorimo o zelo dolgem valju, bo verjeten rezultat tudi neodvisen od koordinate Z. Se pravi, to naše električno polje E bo gotovo samo funkcija radija, označujemo z ρ, no ta črka ρ je pri nas rahlo, bi rekel, obremenjena, ker jo uporabljamo še za kakšno drugo stvar, ampak to tako je. Vse se moramo v življenju navaditi, da so določene različne stvari označene z isto črko, kajti črk je premalo. Kratko malo je premalo črk, da pokrijemo vso fiziko, vso tehniko in tako naprej. Torej, nujno prihaja do podvajanja, ampak če nekako zadevam sledimo, ne more prihajati do zamenjav. Z ρ označujemo, kot bomo kasneje videli, tudi specifično električno upornost. No, pa da ne bi si s tem ρ-jem strašili, bomo takrat raje govorili o specifični prevodnosti, ki jo bomo označevali pa z gamma, tako da se bomo tam tudi na tak način malo izognili. No, ampak, kot rečeno, če je človek pozoren, ni težav. Takole, to se pravi, to je ena zadeva. Drugo, zdaj bomo na tale valj pogledali s konca.
če pogledamo na njega s konca, je tole Z os. Tole je ta koordinata phi, takole. In tule imamo zdaj tale naš naboj Q oziroma sigma. No, imamo notranjost, imamo zunanjost. Dajmo potegniti eno premico skozi os. Dejansko je to tudi, lahko rečemo, ravnina. Sej to, kar zdajle razmišljamo, velja tudi za vse točke vzdolž Z osi. Ampak v prerezu je to premica. No, in tista naša splošna točka je nekje na tej premici. Splošna točka. Ta točka je lahko ali znotraj ali zunaj, in če vse te variante preigravamo, pravzaprav pokrivamo celoten prostor s tem variranjem. No, zdaj pa takole, kako si lahko to valjno naelektritev še predstavljamo? Ko smo imeli naelektreno ravnino, je eden od vas rekel, ja, naelektreno ravnino si lahko predstavljam kot zloženko naelektrenih premic oziroma trakov, smo rekli. No, verjetno bi tudi tule tako šlo. Jaz lahko razumem naelektren val kot zloženko vzporednih trakov, ki jih nizam takole po obodu. No, polje naelektrene premice poznam. No, in električno polje je tule, rečemo takole, če je tale sigma, rečemo, oziroma Q pozitiven. No, zdaj, tule bi pa človek rekel, spet mogoče po dva prispevka skupaj gledal, gledajte, ker očitno v tej točki imamo zdaj pahlačo vektorjev, ki bi jih morali sešteti. Ampak da ne bi tega počeli na vektorjih, si takole pomagamo, da vzamemo par premih nabojev, ki takole zrcalno leži preko te ravnine oziroma premice. In ker je naelektritev enakomerna, sta ta dva vektorja enakih absolutnih vrednosti, in seveda njuna vektorska vsota je tole. Torej, par takih naelektrenih premic ima poljsko jakost vzdolž te premice. No, in to velja za vsak par, kar pomeni, da velja tudi za celoten val. Iz tukaj ven sledi, da je tale naš E, ki je funkcija samo še radija verjetno, je radialne smeri. Se pravi, s temi razmisleki smo prišli do semle. Zdaj je naša naloga dejansko samo še določiti to komponento. Radialno komponento poljske jakosti tega naelektrenega valja oziroma naboja na valju. No, tudi tu bomo zdaj uporabili Gaussov izrek. In sicer kot Gaussovo ploskev si bomo zdaj izbrali sledečo ploskev. Izbrali si bomo val določene dolžine in določenega radija. Torej, kot Gaussova ploskev, to se pravi Gaussova ploskev A bodi. Tako malo svetopisensko bodi to, ono, tretje svetloba. No, bodi kaj? Val dolžine L in polmera rho, ki je soosen k valni naelektritvi. No, če bi na tej sliki poskušal takšen val skicirati, potem je to takole. Jaz ne bi preveč to je takle val,
seveda dolžine L. Če sledimo tej dikciji, da je Gaussova ploskev val, val pa pomeni kaj? Plašč pa obe osnovnici. Torej, to je površina valja. Površina valja je to. Bodi morda še takole, bodi površina valja, dolžine L in polmera ρ, ki je soosen k valjni naelektritvi. No, ena varianta je takšna, kot sem jo narisal, to se pravi, da je ta valj znotraj te moje naelektritve, če je pa valj večjega radija, je pa delno zunaj. Bi moral pa takole skicirati. Takole, Sej predstavljamo, končno je tukaj vse napisano. Mi moramo se nekako tudi počasi naučiti, da neko tekstovno obliko spravimo v sliko in tudi obratno, da neko sliko spravimo v tekstovno obliko. Vse to sodi, bi rekel, k tem kompetencam, ki jih moramo počasi, bi rekel, kot inženirji pridobivati. Tako, če je temu tako, potem pristopimo k aplikaciji Gaussovega zakona. Torej, kot tale ploskev je zdaj, kot Gaussova ploskev je zdaj tale valj, v takšni ali takšni varianti. No, zdaj pa tako. To je pa zdaj enako kaj? Če smo rekli, da je to površina valja, valj ima pa dve osnovni ploskvi in plašč. In bi jaz to kar takole označil A1, E krat dA plus integral E po ploskvi A2, bom povedal, katera je katera, plus po ploskvi A3, E krat dA. Torej, pri tem zapisu uporabim katero lastnost integracije. Če jaz integriram neko funkcijo od 5 do 10, lahko to funkcijo razbijem na, oziroma to integracijo razbijem na 10 integracij. Od 5 do 6 plus integral funkcije od 6 do 7 in tako naprej. Torej, jaz sem samo integracijsko področje razdelil na več podpodročij. Zakaj sem pa to naredil, bomo takoj povedali. Tole je prva osnovnica, tole je druga osnovnica, tole je pa plašč. Plašč tega valja. No, osnovnici sta kaj? Tole sta osnovnici. Tole sta osnovnici. To je pa plašč. To se pravi, bi lahko rekli 1, 2, 3. Zdaj pa pojmo na prvo ploskev. Polje ugotavljamo, da je radialno. Ta vektor je radialni. Kakšen je pa tale vektor na osnovnici? Ja, pravokoten. To se pravi, tukaj sta vektorja pravokotna. To se pravi, je skalarni produkt nič, kar pomeni, da je tudi vse skupaj nič. Podobno tudi na drugi ugotavljamo, da sta pravokotna in zato je tale integral enak nič. To se pravi, pretok je zdaj samo skozi tretjo ploskev, skozi plašč. Na plašču sta pa ta vektor in ta vektor kako? E je radialen, kaj pa tale ploskvica, pa tudi kam kaže? Spet radialno. Lice ploskvice na tem plašču kaže v radialni smeri. To se pravi, tu sta pa vektorja vzporedna. No, in skalarni produkt dveh vzporednih vektorjev je pa spet, lahko rečemo, trivialna zadeva. To se pravi, pišemo dalje. To je enako tudi integral po tej ploskvi A3. E rho bomo zdaj pisali krat dA rho. To se pravi, vektor ploskvice v radialni smeri. No, zdaj na tej površini valja je pa ta
komponenta konstantna in gre lahko pred integracijo. Potem imamo pa samo še integral ploskvic na plašču. Ja, če integriramo, seštevamo ploskvice na plašču, dobimo površino plašča. Površina plašča je pa, torej, E rho krat 2pi rho L. Torej, plašč je polmera rho in dolžine L. To je pa površina plašča. In to je sedaj dalje enako po Gaussovem zakonu objetemu naboju. Zdaj, če bo naša Gaussova ploskev tale, ki leži tule znotraj, ta Gaussova ploskev ne objame nobenega naboja, kajti naboj je zunaj. Se pravi, tule bo vrednost nič, če je rho manjši od A. Če je to manj kot je radij, tega valja. No, ko smo pa zunaj, pa objamemo naboj, ki je tule okrog. Jaz ne bom zdaj vsega risal. Objamemo pač naboj, ki ga ta namišljen val izreže iz te valne naelektritve. To je pa enako naboj na dolžino, to se pravi na meter, krat dolžina. Toliko naboja objamemo s takim valjem, deljeno za epsilon nič, ko je rho več kot A. No, zdaj lahko vse zadaj pozabimo, če od tule naprej gledamo, bo treba samo tole zadevo prenesti čez, pa smo že zmagali. No, in to zdaj naredimo. Se pravi, E rho je zdaj enako, kar se notranjosti tiče, imamo nič, ko je rho manjše od radija valja, ko smo pa zunaj valja, pa pogledajte, L pa L se krajša in ostane mali Q z 2pi epsilon pa radij. No, ob tem rezultatu se moramo pa spomniti nekega preteklega zgleda, katerega? A smo že kdaj dobili tale rezultat? Ja, v katerem primeru? A doma kaj delate ali nič? Ja, ne. Na elektrene premice. Glejte, takole vas ujamem pri, ne bi rekel, neznanju. S tem kažete, da pravzaprav doma še niste začeli delati. In vas kar vabim, da začnete, ker bo potem preveč in ne boste dohajali. Pa ne samo preveč pri elektriki, tudi pri matematiki, pri fiziki, posod se bo začelo nabirati programiranju. Če ne boste sprot pucali, bo štala. Se sem rekel, doma je treba delati, prepisovati in pri tem razumeti, kaj prepisujete in zakaj in kaj smo, rečemo, sporočali tule pred tablo. To se pravi, ugotavljamo, da je polje zunaj te naelektritve takšno, kot da bi bil ves naboj v osi tega valja. Znotraj je pa polje enako nič. Torej, spet nekaj podobnega, kot smo pri krogli ugotovili. No, funkcijo še zrišemo. Rho E rho, polmer, funkcija in seveda eksponentno, oziroma ne eksponentno, po hiperboli, gre proti nič. In tole je vrhna vrednost, ki je naboj z 2pi epsilon radij tega valja. No, podobno kot smo že nekajkrat imeli, ne bo naše vprašanje zdaj razčiščevati, kako je v samem sloju nabojev. Izkazalo se bo, da je tam vrednost polovična. Kot rečeno, na te stvari bomo enkrat v neki splošni konstelaciji poskušali odgovoriti.